pozdravljeni v novi oddaji šolske televizije. Z vami sva Alen in Larisa. Vsako leto, tretji petek v novembru, obeležujemo Dan slovenske hrane. Na ta dan poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je letos že 8. po vrsti. Ko dobijo otroci v osnovnih šolah in vrtcih zajtrk živili iz lokalnega okolja. V projekt so vključene vse osnovne šole in vrtci. Namen je, da spoznajo pomen kmetijstva, čebelarstva in živilske industrije. Vedeti moramo, da je za zdravo življenje potrebna zdrava prehrana in gibanje. Letos projekt poudarja skrb za tla. Le na zdravih tleh lahko zraste zdrava rastlina, zato moramo paziti nanje in jih ohranjati v prihodnje rodove. Eden od načinov je ekološko kmetovanje. No, vrnimo se k zajtrku. Poglejmo, kaj nas čaka. Mleko, maslo, med, kruh in jabolko. Si že kdaj videl, da bi na televiziji voditelj jedel? Ti pa ne poznaš nobenega bontona. Kaj je že bonton? Misliš, hvala, nasvidenje? Ja, pa prijedi tudi. Včasih ga pri malici in kosilu kar pogrešam. Kar malo sram. Ko smo bili manjši, se prav spomnim, smo veliko lepše jedli. A ja, pa veš, da to ni... Čakaj.
še ničesar nisem jedel. A ja, pa veš, da to ni zdravo? Menda pravijo, da je treba jesti zajtrk, tudi če ni najbolj zdrav, ker nam prebudi telo in nam ohranja energijo za razmišljanje, kar nam v šoli vedno pride prav. Seveda pa je najbolj učinkovit zdrav zajtrk. S terena se nam javlja sodelavka Katja. Poglejmo, kaj nam želi povedati. Takoj po oglasih. Mi smo Neža, Lana, Aleksandra, Živa, Kristina, Sara in smo državne podprvakinje v odbojki na mivki. Če hočeš biti državni podprvak, moraš jesti zajtrk dan vsak. Opa! Pozdravljeni, javljam se šolskih hodnikov, ker učence in zaposlene sprašujem, ali zajtrkujejo. No, pa si poglejmo. Ne jem zajtrka, preveč časa porabim. Ja, jem zajtrk vsak dan. Jaz sem učitelj Tadej. In jaz sem učiteljica Helena. In oba rada jeva zajtrk. Jaz ne jem zajtrka, zato ga ne jem, ker mi je doma boljši zajtrk. Kaj si lahko sam rečem, kaj želim jesti. Jaz jem zajtrk, za zajtrk pa jem Nutella pa kruh. Jaz pa ne jem zajtrka, zato ker si lahko tudi doma izberem, kar hočem. In najrajši imam med pa kruh. Doma jem zajtrk, v šoli ga ne. Ja, vsak dan jem zajtrk in večkrat je na meniju tudi tradicionalni slovenski zajtrk. Jem zajtrk vsak dan in sicer osebne kosmiče s sadjem. Ko sva ravno prej omenila bonton, ta se skozi zgodovino zelo spreminja. Včasih so glodali kosti in jih metali po tleh in pod mizo. Da pa so jih metali na mizo, to pa je bilo nesprejemljivo. Si predstavljaš? Ja. Sodelavka Katja nam je pripravila še nekaj o bontonu z vsega sveta. V naši kulturi srebanje juhe ni ravno dobrodošlo. Japonci pa z glasnim srebanjem in smokanjem gostitelju izkažejo zadovoljstvo nad jedjo. Res? A res? Eskimi pa glasno rignejo, če jim je bila hrana všeč. Podobno je tudi na Kitajskem. Vzhodnjaška kultura je res drugačna. Juho iz skodelice pijejo, večkrat jo vzamejo tugo v plastični vrečki. Takrat jo pijejo kar iz vrečke. Palčke, ki jih uporabljajo namesto pribora, so lahko iz različnih materialov. Moški so daljše od ženskih. V arabskih deželah velja pravilo, da prvi po hrani poseže gost. Te pa malo po strani gledajo, če pri jedi uporabljaš levo roko. Ta se namreč uporablja za straniščna opravila. Pri nas opozarjamo, da se je s priborom. Redko se je z rokami. V Afriki in Aziji se večinoma je s prsti. Hvala, Katja, za te zanimivosti. Zdaj pa preidimo k drugi temi. Naslednji teden sta dva zelo pomembna dneva. 22. novembra se je rodila Marija Vera, Kamničanka, po kateri je poimenovana naša šola. Zato je prav, da se jo danes spomnimo. Rodila se je pred 129 leti. Nadarjena igralka je igrala v več kot 280 igrah in v 11 različnih gledališčih po vsej Evropi. Bila je zelo napredna. V Ljubljani je imela moderno vilo in med prvimi je imela telefon in avto. Po njej pa se imenuje tudi nagrada, ki jo podeljuje Združenje dramskih umetnikov. Dan kasneje, pa 23. novembra, imamo pa praznik Rudolfa Maistra, ki nažalost ni dela in šole prost dan. Rudolf Maister je bil general in človek visokih ambicij. Pravi je, da Slovenci nismo bili le za hlapce vzgojeni in rojeni. Znamo in zmoremo, če imamo le voljo in pogum. Med prvo svetovno vojno se je boril za severno mejo Slovenije in pripomogel k temu, da je Maribor ostal slovenski. To pa je za danes vse. Sedaj pa si bova tudi midva privoščila zajtrk. Hvala za pozornost in dober tek.